V današnji epizodi Skrivnosti slovenskih gradov bomo pobliže spoznali grad. Ker ste do zdaj podali kar veliko predlogov, sem se znova zatekel v kolesu sreče in to je potem izbralo grad Šumberk. To je bil grad, ki danes v ruševinah stoji na hribu blizu Žužemberka in se prvič omenja okoli leta 1140 v povezavi z vitezom Meginhardusom. V 13. stoletju je grad prevzel goriški škof Meinhard, v 14. stoletju je po izumrtju rodbine grad postal deželno knežji grad, ampak je kljub temu ostal v lasti družine Šumberških. V 15. stoletju so grad prevzeli Turjačani, ki so grad na novo pozidali leta 1463, kot je bilo zapisano tudi pri Janezu Vajkardu Valvazorju. Kasneje v 15. stoletju so Turjačani razdelili svoje posesti in tako je grad Šumberk postal glavni sedež šumberške veje rodbine. In ta rodbina je potem izumrla v 17. stoletju, zato so potem vse posesti združili za glavno turjaško vejo. O gradu Šumberk, ki je razpadel v začetku 18. stoletja in njegovih razvalinah, krožijo fascinantne legende. Ena izmed legend govori o bratih velikanih, ki sta gradila grad isti čas kot grad Kozjak, pri tem sta si orodje podajala po zraku in pila vodo iz reke Temenice. Najbolj zanimiva legenda pa je legenda o skrivnostni grajski kleti, ki bi naj skrivala kadi polne zlata in srebra, ki jih čuva črn pes, ki bruha plamen, in velika bela kača s krono na glavi, ki bi v resnici naj bila kraljična. Po tej legendi kraljično lahko prekletstva reši mladenič, ki je bil rojen na kresno noč ob polnoči, in da jo reši, mora kraljično govoriti v Božjem imenu, saj bo le takrat res svobodna in bo postala njegova žena. Legenda tudi dodaja, da se je smreka, iz katere bi naj bila narejena zibelka rešitelja, posušila, zato pa potem grad ostaja še vedno porušen, kraljična pa ujeta v kačjem telesu. Tako, torej, če vam je bil video všeč, prosim stisnite like in follow za podporo in seveda v komentarje zapišite, kateri grad pa naj omenim naslednjič.